Takole še enkrat pozdravljeni, kot sem tudi obljubil pred filmom, se nam bo na pogovoru pridružil Gregor Božič, ki je z nami kot direktor fotografije pravkar videnega filma Fiume o morte, sicer pa ga poznamo tudi kot odličnega režiserja in filmskega ustvarjalca. Hvala, ker si z nami in še enkrat čestitke za ustvarjeno delo. Hvala. Zdaj za začetek mogoče vprašanje, ki se je vsaj meni porodilo takoj na začetku ob gledanju filma, kako da o tem nisem imel pojma. Ko sem lani v bistvu na festivalu dokumentarnega filma prvič videl zadevo, se mi je zdelo, da je to nekaj, o čemer nas pri zgodovini niso kaj preveč učili. In ko sem bral tudi Igor Bezinović, v bistvu ni imel niti v osnovni, niti v srednji šoli kakšnega pretiranega stika, da bi vedel kot prebivalec mesta Reka o svoji zgodovini. Šele kasneje jo je čisto naključno spoznal. Koliko si sam poznal to zgodbo in kako te je Igor nekako navdušil, da si tudi sam postal majčken del te reške zgodovine? Mislim, to je zanimivo vprašanje, ker po mojem govori dosti o politiki in zgodovini. Se pravi, na nek način zgodovino pišejo zmagovalci, na drugi način pa tudi se mi zdi, da se zgodovino operira, kar vsak dan spremljamo, tudi pri nas, nažalost, kakor komu paše. In se mi zdi, da ta epizoda D'Annunzia v Rijeki za Jugoslavijo ni imela čisto nobene vrednosti, oziroma celo je bilo to nekaj, kar se je hotlo zakaj bi oni zdaj govorili o v bistvu protofašistu. Tako da se je to nekako zbrisalo iz zgodovine Jugoslavije. V Jugoslaviji o tem niso nič govorili. Jaz sem to zgodbo spoznal že kot študent, to pa zaradi tega, ker pač prihajam iz obmejnega območja, ne sicer tistega, ampak tega pri Gorici. In sem večkrat slišal za to, kakor Italijani kličejo impreza di fiume. Se pravi, Italijani še danes v dikciji imajo podvig. Pravi, tega ne kličejo okupacija, ampak kličejo podvig. In me je zanimalo, kaj je bila ta impreza di fiume, ker so o tem govorili, v bistvu en sam mit je bil o tem, pač ko je bil to najbolj svoboden čas v zgodovini človeštva, najbolj demokratičen, ženske so imele orožje, ves čas so si samo drogirali, skratka nek Woodstock, nek tak, tako se to predstavlja. In v bistvu me je zelo zanimalo, pa je takrat tudi šla ena zelo dobra knjiga angleške zgodovinarke, ki se kliče The Pike, Ščuka, ki pa seveda opisuje to dogajanje bolj na način, kot ga tudi Igor nekako pol raziskal, se pravi, dosti bolj faktično, kako so stvari potekali. Tako da jaz sem za to zgodbo zvedel že, ko sem pač študiral, in potem sem večkrat razmišljal o tem, da bi to bil super film. In ko sva enkrat s Igorjem govorila, to še, mislim, to je zdaj že verjetno 10 let od tega, je bilo neverjetno, da sva oba dva razmišljala, to je super film, ampak nisva pa vedela, da bova delala skupaj na tem filmu. Tako da mislim, da je to tudi pomagalo, da so se tako dobro razumeli. Kako je prišlo do tega, da je Igor predstavil najbrž koncept in da ste ga tudi nekako skupaj ustvarila, te reinterpretacije zgodovine? Ker seveda snemati nekaj o dogajanju pred 100 leti je rahla zadrega, ker nimamo veliko videomaterialov, ni še obdobje niti zvočnega filma, niti kakšnih poplave videoposnetkov, hkrati je pa bilo nekaj fotografij. Ravno zato, ker je bil tudi D'Annunzia, tako kot vsi novi politični povspetniki, obseden s tem, da se ga ves čas portretira. Imel je tudi svojega fotografa oziroma kasneje tudi avtorja dokumentarnih filmov ob sebi. Kako je prišlo do te ideje, da se nekako prebivalcem Reke da priložnost poustvariti vse to, kar je bilo v njihovem mestu v zgodovini? Jaz mislim, da osnova te ideje je pri Igorju bila že prav na začetku, ko je on začel razmišljati o tem filmu, ni pa je on seveda takoj čisto konkretno definiral, kako bomo mi to izvedli. Ampak jaz mislim, da je njegova ideja bila demistificirati to dogajanje. On je hotel pokazati, da stvari niso bile Woodstock, da tu niso ženske imele svobode odločanja, ampak da je bila pač to okupacija. Ampak D'Annunzio je bil mojster, kot si že samo omenil, obseden, ampak je bil tudi mojster PR-a. Se pravi, on je že s svojim prvim pesniško zbirko, mislim, da romanom, je uprizoril svoj samomor. On je naredil svoje delo bolj popularno s tem, da v medije pricurljalo, da se je ta mlad pesnik D'Annunzio ubil.
On je bil mojster in je bil tudi, kako se reče v angleščini, scrupulous. Ni imel nobenih predsotkov moralnih pred tem, da bi, podobno kot zdaj, recimo, če gledamo Trumpa, podobna stvar. In mislim, da se Igor ni hotel spet, ker obstaja že kar nekaj filmov, večinoma italijanskih, ki se ukvarjajo s tem človekom, mislim pa, da se Igor ni hotel ukvarjati s tem človekom. On se je hotel ukvarjati s tem, kar se je dogajalo v njegovem mestu, ker Igor je iz Rijeke, in se mu je zdelo najbolj v bistvu demokratično, hkrati pa živo, da v bistvu prebivalci Rijeke spregovorijo o tem filmu. In zdaj ta tehnika reenactment se reče, to je nekaj, kar ni on zmislil, takih filmov je več, v zgodovini, recimo najbolj znan je mogoče Peter Watkins, on je naredil ene fenomenalne filme tam v 70-ih, recimo meni je zelo fajn film, se kliče Culloden, je o eni bitki, kjer so takrat pač Velika Britanija, vojska je v bistvu genocid izvedla tam mislim, da je na Škotskem, to ali na Irskem, Škotskem. In je on posnel film, ki je v bistvu reinscenacija te bitke, ki pa ga on pokriva, kot da gre za tekmo. On sprašuje ljudi, ki se tam borijo, kako se počutiš in to. Ampak učinek je neverjetno, v bistvu hkrati je malo ironičen, hkrati je pa tudi zelo resen, ker imaš nek občutek, da se tam dogajajo neke stvari, ki se v klasičnem filmu ne dogajajo. Tako da mislim, da je Igor računal na to, da bojo ljudje naredili film za svojega, in mislim, da je to bilo bistvo. Se pravi, ta film, po mojem, tudi zaradi tega ima tako uspeha, ker to je daleč najbolj gledan dokumentarc na Hrvaškem vseh časov. Lik zaradi tega, ker ni narejen toliko iz odzgor in navzdol, ampak je delan v bistvu skupaj, vsak prizor je v bistvu sestavljen skupaj s temi ljudmi, ki nastopajo. Ja, nekje Igor, mislim, da v eni izjavi dejal, da ni želel posneti film sam, ker bi bila to njegova zgodba. Želel je posneti film s svojimi someščani, ker verjame, da mu lahko pomagajo povedati celotno zgodbo. In tu mislim, da je več kot 300 igralcev z Rijeke pač sodelovalo pri filmu. Kako se spomniš mogoče teh trenutkov castinga, izbiranja teh igralcev, iskanja? Videli smo tukaj par zanimivih interakcij potem, kaj vi snemate, pa zakaj si tako oblečen. Na kakšen način so vas dojemali v bistvu prebivalci med samim snemanjem? Mislim, tu je bilo več stvari. Prvo je treba povedati, da je Igor naredil eno enormno historično raziskavo. On je 10 let dejansko, po mojem, prebral vse, kar obstaja na svetu. On je bil v kontaktu z znanstveniki, z zgodovinarji iz Amerike, iz Evrope, iz Italije, iz Hrvaške in tako naprej. In on je naredil kronologijo dogajanja po tem, kar je on faktično lahko razbral. Ne iz glorificirajočih romanov o D'Annunziu, ampak iz tega, kar so pisali vojaki, ljudje in tako naprej. In on je imel prav, tako bom rekel, obseden je bil s tem, da mi snemamo stvari točno tam, kjer so se dejansko zgodile. In mislim, da je to ena velika reč, zato ker mi dejansko smo snemali točno tam, kjer so se stvari zgodile. Se pravi, mi smo vsak kadar posneli tam, kjer je on najdel eno fotografijo in je potem iskal te vogale po mestu in je najdel. Tako da je tudi preko tega procesa on spoznal svoje mesto, dosti boljš, kot ga je poznal prej. Spoznal ljudi v tem mestu, ker je hkrati, ko je hodil po mestu, spraševal že ljudi, a bi želeli nastopiti v filmu in tako. Tako da ta proces, ki vi vidite v filmu, sicer mi smo en dan snemali tega, ampak tega je bilo ogromno. Mi nismo snemali vsega tega, mi smo snemali samo en delček celotnega castinga. Tako da mislim, da dejansko je on spoznal skoraj celo mesto, oziroma skoraj celo, bi rekel jaz, inteligencijo mesta, vse ljudi, ki kakorkoli jih zanima zgodovina, ki kakorkoli so se odzvali na to temo, bil je tudi ta open call v časopisu. Tako da ja, mislim, da je on res stkal neke vezi s temi ljudmi in kar se meni zdelo zelo fascinantno, ker je to tudi zahteva človeka in pol, da je pol tudi ohranjal ta stik. Se pravi, on je še zdaj v stiku z večino od teh, ki igrajo D'Annunzie, recimo. Kar je zahteva enormen nek napor oziroma čas, ki ga vlagaš. Tako da se mi zdi, da se filmu vidi, da je malo drugačen od drugih izdelkov, ker je tu neka njegova enormna entuzijazem, ne vem, kako drugače bi to rekel, da je to zrasla neka družina in da v bistvu on postal prijatelj skoraj z večino ljudi, ki nastopajo v filmu.
Imam še koliko vprašanj, ampak želim, da se tudi občinstvo čim hitreje vključi, tako da še zadnje z moje strani. Kar se tiče uspeha filma, mislim, da smo bili vsi navdušeni in presenečeni nad tem. A si bil na premieri v Reki? Ne, takrat v Reki sem pa jaz bil bolan. Škoda. Ja, vem. Ker se mi je zdelo nekaj fascinantnega. Film gre na festival, doživi svetovno premiero v Rotterdamu, dobi nagrado za najboljši film na festivalu in nekaj dni kasneje organizira Igor in ekipa premiero v Puli. V Reki. In kot sem jaz slišal, je bila to neka fascinantna situacija, kjer so v bistvu ljudje film večkrat prekinjali s tem, ko so se režali tako glasno, kazali, da tukaj sem jaz, to si ti. Dejansko se je na tej premieri videlo, koliko ta film mestu pomeni. Mislim, kar je še bolj zanimivo, da jaz sem šel par dni po premieri in je bilo čisto isto. To je 3 mesece se je neprekinoma film vrtel v Art kinu Rijeka in je bil razprodan 3 mesece zapored. In to je bilo tako, da so ljudje povedali nekomu in tisti ljudje so šli gledati in to je dejansko nimalo veze, po mojem, s filmom. Ampak bolj kot neka fuzbol tekma. Pač ljudje so rekli, le unga, haha. Skratka, mislim, gledati to v Rijeki z Riječan je bilo čist drugo in je bilo res nepozabno. Jaz mislim, to je bil že neka onkraj kina, neka izkušnja, ki jo lahko primerjaš sam z neko proslavo, tako bi jaz rekel, neko novo leto ali kaj takega. Mislim, da je Igor dobro povedal, če se je D'Annunzio zabaval pred 100 leti, je čas, da se zdaj zabavamo mi. Res. Hkrati je pa Reka mesto, kjer ljudem ni bilo težko se preobleči v določeno vlogo, namreč Reka je zelo znana po reškem karnevalu in ljudje se, kot smo videli tudi v filmu, v različnih skupinah iz leta v leto seveda pripravijo za to. Tako da jim obleči uniformo, odigrati neko vlogo, je bilo najbrž precej lažje storiti v Reki kot v kateremkoli drugem mestu, ki te karnevalske atmosfere nima. Pa jaz mislim tudi prej, ko si vprašal, kako so nas percepirali prebivalci. Kar je bilo dobro, da smo bili zelo majhna ekipa in da je to vse skupaj izgledalo dosti bolj amatersko, kot film je. Se pravi, mi smo dejansko se na nek način prodajali za neke amaterje. Ne vem, kako bi to drugače opisal, ker so bile te prizori so bili megalomanski, mi smo bili pa v treh tam. Ampak hkrati je to po mojem tem ljudem dalo neko razbremenitev, niso se počutili, da so sred nekega velikega snemanja, ki bo zdaj od njih, tako da noben imel neke strašne treme, to je bilo vse zelo sproščeno in se mi zdi spet ta nek pristop iz spodaj navzgor se je pač ves čas nastanka filma obrestoval, tako ker od takrat naprej, se veš, ko je, če film dela samo eden, pol tudi samo enega skrbi za ta film, če pa ga dela 100 ljudi, pa imaš 100 zaveznikov. Res je, in to se tukaj zelo dobro pozna. Prepričan sem, da je tudi kakšno vprašanje strani občinstva, tako da z veseljem vas vključiva v pogovor. Aha, izvolite. Kar izvolite. Dobar dan. Prvo moram pohvaliti vaš izbor, da ste ta film dali nam videti in pa ustvarjalcem, ki so naredili edinstven, bi človek rekel. S tako množico ljudi delati. Prikazati nekaj, ki je bilo zakrito oziroma nepovedano generacijam in generacijam, ker moji sorodniki daleč nazaj so živeli eni na Trsatu, eni na Reki in niso mogli imeti stika. Živela sem sama na otoku Krku, zanimivo. Tam so rekli, da jim nikoli ni bilo lepši kot pod Italijani. Kaj so Italijani delali tam, ne vem, ampak Otočani, Insola Vela, kot so rekli Krku, je bil navdušen nad njimi. Hvala za tako lep prikaz tega drobca zgodovine, ki je bil, ne vem, ne zatajen, ampak čisto zamolčan, bi rekla. Hvala. Hvala. Izvolite. Še enkrat hvala, Ana, da smo lahko spet ta film gledali. Jaz sem ga gledala zdaj po nekaj mesecih drugič. Seveda sem videla veliko več, kot zmeraj, ko človek drugič gleda film.
Me pa zanima, koliko je pravzaprav materijala, ki je uporabljen v filmu, tako procentualno, recimo, če se da reči, ker verjetno je tega bilo zelo veliko, in pa vloga montaže, ker mislim, da je montaža tu ključna. Pa še, to še sploh ni konc, ker hočem reči, imam že mikrofon, a je bila ta skript narejen tak, kot je bil, a se je med snemanjem kaj spreminjalo glede na to, ne, da so prihajale nove informacije od ljudi, novi pogledi, ali je bilo to zakoličeno že v pripravah teh večletnih? Super, hvala. Ja, zanimivo vprašanje, mislim predvsem za, po mojem, tiste, ki se s filmom ukvarja. Ampak v tem filmu je bila faza montaže absolutno najbolj zahtevna. Ne. Vse drugo se mi zdi, da je bilo, hkrati sicer so bili pogoji zelo zahtevni, ampak je bila ta neka euforija delati s toliko ljudmi, pa samo vzdušje na snemanju je bilo tako dobro, da dejansko smo vse preživeli. Montaža je pa bila druga stvar, se je montiral film 2 leti. Zelo težko je bilo dobiti nek ritem z temi enormnimi informacijami. Igor je bil zelo navezan na nekatere stvari in potem smo v bistvu imeli en kup pogledov, vsi člani ekipe, tej bolj važni, producentke tudi tuje, tako da smo pol nekako skupaj prišli do tega rezultata, ker bila ena verzija, ki je po mojem bila 2-krat daljša. Ne. Se pravi, sigurno bi lahko bil film 2-krat daljši, komotno. Ne. Pa že ta verzija bi nekaterega še krajšali in tako naprej. Tako da je bilo zelo težko. No. Igorju mislim, da mu je bilo res, montaža je bila res naporna in še dobro, da je pol se zgodil tak uspeh, ker v enem trenutku je že izgledalo, da ne bo nič iz tega filma, ker so vsi smo bili že presiti teh montaž, ker smo gledali ta film po mojem enih 50-krat. Enih 50-krat smo to vse. In vse, ko ti gledaš 50-krat, zgubiš že to fascinacijo nad tem, ko vidiš prvič. In v enem trenutku smo res mislili, da to je negledljivo. Vsi so govorili, tega ne bo noben gledal. In v bistvu se spomnim, kako malo se, pa to je skoraj pri vseh filmih, ki sem jih delal. Se mi zdi, da je ena točka, v kateri film lahko splava, ali pa pač ne. In v bistvu se splača vztrajati, se splača tudi konec koncev malo počakati, pa dati gledati še kakšnim drugim ljudem. Tako, film je zelo živa tvorba, dokler ni zacementiran in moraš dobiti odziv čim večjega števila ljudi, zato ker dejansko računaš, da ga bo pol tudi čim večje število ljudi gledalo. In temu filmu se mi zdi, da se to zelo obrestovalo. Ta film je prav, kamorkoli gre, Igor, od lani smo bili v Rotterdamu januarja, ne? In smo zmagali tam in od takrat do letos, ko smo bili v Berlinu, ki smo spet zmagali za najboljši dokumentarni film evropski, je on na poti po svetu. On je še zdaj na poti. Ta film je neverjetno, koliko kroži, kako ga stalno kažejo in kako se on odziva na vse te diskusije o filmu. Tako da ja, no, se mi zdi, da je že v fazi montaži bil ta proces zelo tako odprt. Ni bilo to, da je on tam sam v sobi ugotavljal kaj z montažerko. Druga stvar je bilo pa, kaj je bilo že pol drugo vprašanje? Scenarij, ja. Tako je, zdaj, kar je ostalo iz tega, Igor ni režiser igranega filma, to se meni zdi, recimo, ko jaz, če ga gledam iz distance, on nima odnosa do tega, kar recimo je pri igranem filmu pomembno. On ima odnos do nekih čist drugih stvari. Recimo, jaz delam z zelo različnimi režiserkami in režiserji in recimo on je najmanj od vseh vizualen človek. Tako da njemu je bilo čist nejasno, kako bo to, kar je on zapisal, izgledalo. In mi je tu prepuščal v bistvu ful veliko odgovornost, ki pa sem jaz veseljem sprejel, ker mi je bilo to pač zabavno delati. Ampak on je imel samo te fakte, se pravi, kdaj se je kaj zgodilo. Ampak iz tega, narediti film je cela pot. Tako da, kar je ta del, bi rekel, kjer začnejo Danunci igrati Danuncija, ta kronologija iz Benet, to je bilo tudi v scenariju. Vse ostalo je pa nastalo sproti.
V bistvu je zanimivo, ker Igor tudi izhaja iz recimo temu drugega sveta, namreč sam je najprej študiral filozofijo, sociologijo in primerjalno književnost, šele nato šel na filmsko režijo in se mi zdi, da se mu kar nekako pozna ta afiniteta do podatkov, do informacij, do verodostojnosti. Hkrati je pa ta film mogoče res največji kolaž določenih fragmentov. In tudi Igor je nekoč dejal, da je bilo najtežje pri tem filmu to, da dejansko ni vedel, kakšen je protokol snemanja. Vsak dan so nastopili novi ljudje, novi igralci, novi pripovedovalci, nova lokacija, nov režijski pristop. Tako da v bistvu ste vi dejansko fragmentirano snemali film iz snemalnega dneva v snemalni dan, ne da bi točno si Igor predstavljal, kakšen bo končni produkt. Ta film se je snemal 2 leti, v raznih etapah in vedno šlo, pol sva najdla že nek način, kako delati in vedno bilo tako, da sem prišel par dni prej v Rijeko, šla sva na te vogale, ki jih je on po fotku, kjer ne bi se snemalo in jaz sem rekel, lej, če posnamo od tu, bo fajn, če od tu. In pol smo pač to posneli naslednji dan, tako je šlo. Mi smo sproti v bistvu režirali film, da tako pravim, oziroma sproti smo režirali te situacije, ki jih je imel on napisane dne tega in tega, ob tej in tej uri so mornari prišli tja, on je imel tako. Kar je bilo za mene absolutni unikum, nikoli ne delam tako, ampak je bilo zabavno, se mi pa zdi še ena stvar, ki si rekel, da se Igorju vidi, da prihaja iz drugih vod, da ni izključno filmar. Meni se zdi zelo važno to, da je on tudi v bistvu politično zelo jasno opredeljen človek. On je zelo jasno opredeljen levičar in antifašist. In se mi zdi, da in tudi se udejstvuje vseh teh shodov in imajo na Rijeki razne proteste in tako naprej. Se pravi, ni da dela s figo v žepu in to se mi zdi, da se je videlo, da je njega gnalo vedno neki še več, ko mogoče druge niti ni zdaj toliko zanimalo, ampak njemu se je res šlo, da se pokaže, da neke stvari pa so takšne, da ti lahko zgodovino relativiziraš, ampak na koncu je treba povedati stvarem, kot so bile. In to je bila ena militantna akcija, ena okupacija in v bistvu začetek nekega fašizma, kakorkoli se to obrne. Vpliv teh dogodkov je bil izredno velik na začetke fašizma, se pravi na Mussolini in to. Čeprav danes v Italiji ti bojo vsi, ki so trenutno, ki imajo na oblasti desnico, rekli, da Nuncio z fašizmom nima veze, zato ker on se je pol skregal z Mussolinijem. Ampak on se je skregal z Mussolinijem pred smrtjo, ko je ugotovil, ker je bil pač egoman, ker ni mogel prenesti še enega ega mimo sebe, ampak skregal na tak način, da mu je on zrihtal ta Vittoriale degli Italiani, kjer je imel vse svoje relikvije in pač najete mlade ženske in tako naprej. Mislim, če je to skregati se z nekom, ne vem. Tako da v Italiji zelo še vedno ta mit živ, se pravi nekega genija, nekega pesnika, ki je videl daljnosežno, kar je seveda tudi na nek način res, ker on je bil tudi dober pesnik, ti se njega učiš v šoli, tako kot se mi učimo Prešerna, recimo La pioggia nel Pineto, ki je v bistvu ta pesem, ki jo ta gospa v filmu tudi pol deklamira, to vsi Italijani vejo, zato ker se vsi v osnovni šoli učijo, tako ko mislimo na Gregorčiča, Sočin. Le ta težava je, da je imel D'Annunzio še svoja politična stališča. Še kakšno vprašanje strani občinstva? Tamle imamo še. Izvolite. Ja, jaz se pridružujem kot vedno mojim predhodnikom, ker tak izbor in pa predvsem tak film je redko videti. To je res presežek in pa predvsem še en presežek je. To, da je gospod Gregor Božič z nami in da je tu res toliko povedanega, tisto, kar človeku postavlja vprašanje, ko gledaš tak film. Moja malo profesionalna deformacija, ker sem zgodovinar in sem to zgodbo dosti dobro poznal, me je začudilo, ta izbor, ki ga je naredil, to, da je D'Annunziovo vlogo dajal različnim ljudem. Ker v bistvu me pojasnjuje tudi to, kar ste rekel, gospod Cahunek, da je on bil po prvi izobrazbi filozof in tako naprej. Namreč, ker nekaj tega D'Annunzia tišči vsakomur od nas. In je tako zanimivo potem, kako se skozi to vloge, menjave in napovedi in tako naprej to fino prenaša. In potem tudi konc filma. Tako da enkraten dokumentarc in zdaj moram reči samo še eno opombo, da odlično majico ste si danes zbral, gospod Cahunek. Hvala.
Res je, res. Jaz bi rada vendarle še eno temo odprla, preden se razidemo. Mene je pa presunil ta prikaz, kako je mogoče eno mladino, nezaposleno, brez pameti v glavi, potegniti za eno idejo, ki je skrajna, ki je agresivna, ki je skrajno nevarna. Zato, ko se mi danes sprašujemo, kaj je z našo mladino, se mi zdi prav, da je v tem filmu tudi to na nek način prikazano, kako zlahka nekim dezorientiranim mladim ljudem, ki nič ne vejo, kako lahko jih zapelješ v neko zelo nevarno politiko in sodelovanje in pravzaprav neko uničenje. Se vidimo, koliko je bilo nepotrebne destrukcije zaradi denuncija. Najlepša hvala. Aha, tukaj, izvolite. Ja, hvala lepa. Meni se zdi pa ta film z tega stališča tudi zelo dober, ker je prikazano to 100 let nazaj, pa danes, ne? To način snemanja, način prikaza, kako je pravzaprav, sploh ni važno kdaj, možno, ne? Da nekdo ti pride, ti mesto vzame, ti deželo zasede, zato, ker mu je pač to fajn, ker mu je všeč, ne? Tako se mi zdi brez enega spoštovanja življenja ljudi, enega reda, ne? Tako v tem smislu. To se mi zdi tako fajn prikazano. Te stare fotografije, kot je bilo, ne? In potem tako, kot da bi se vse danes dogajalo, ne? Malo vmes, pa tudi danes, ne? Vse tako se mi zdi, da je zelo simbolično to, no? Da je zelo se treba tega nekako ne bati, ampak izogibati, no? Čim bolj pravzaprav razmišljati o tem, ne? Kaj nas vedno lahko doleti v tem smislu, kar se je dogajalo, kar je bilo, kako je življenje hitro pade, ne? On je umrl, en to hranjen in vse tako. Zakaj, za koga, za kako, ne? Tako v tem, kar se pač danes dogaja, no? Tako. Hvala lepa za tak fajn film. Hvala. Če smem tudi na to se navezati, ker tudi ko smo, mislim, to nam je bilo tako zanimivo o aktualnosti. Mi smo snemali film in se je začela vojna v Ukrajini. Pol smo končali film in se je začelo to, kar se dogaja v Gazi. In ko smo prišli na Rotterdam, na festival, se spomnim, ravno tiste dni, ker tu v filmu ste videli, v bistvu, da Nuncio se je pač je nazaj uvedel ta rimski pozdrav z desnico. Ne? In ko smo mi bili v Rotterdamu, je Elon Musk na teh zasedenih Trumpovih, ki je bil takrat še z njim sodelavc, pozdravljal svoje privržence z rimskim pozdravom. Ne? In se nam je to zdelo noro. Ne? Mislim, očitno te neke ikonografije žal nikoli ne zastarajo. In tudi pač populizem. Ne? To je res, mislim, da Nuncio je res, mi zdi prav najboljši primer, koliko ima moč ta populizem. Ne? Se pravi, da ljudje so pripravljeni verjeti v neke floskule, pa čeprav trajajo, ne vem, tiste pol leta, 1 leto, ne? Ampak on je bil mojster tega. Ljudje tle ni govora o tem, ampak če si boste prebrali njegove biografije, boste videli, da je on bil eden glavnih teh, bi rekel, motivatorjev, ki so hodili po celi Italiji in prepričevali Italijane, da se je smiselno vključiti v Prvo svetovno vojno. Ne? To je nekaj, kar iz naše perspektive se mi zdi malo čudno, ampak se treba zavedati, da takrat je Italija hotela biti, mislim, vlada italijanska je hotela biti, rečeno, kot Švica, se pravi neutralna, niso hoteli iti v Prvo svetovno vojno in potem so se pač neki lobiji in tako naprej, ki so ugotovili, da tam je tudi denar in tako naprej, odločili, da pa je treba narod prepričati, da je smiselno iti v vojno in so bile te bi rekel, struje, ki so zagovarjale, da se v bistvu narod šele skozi vojno realizira. Ne? To je nekaj, kar danes mi, po mojem, ki živimo še, ne vem koliko časa še, v nekem dosti ne vojnem, tukaj prav govorim, tukaj vzdušju, se meni kot moje generacije se zdi to noro, ne? Ampak da si ti bil neka generacija, ki te je nek star tip nagovarjal iz balkona, da ti moraš iti se boriti, da boš šele potem postal pravi moški. To mi zdi fascinantno, ne? In očitno se to dogaja tudi danes
na drugih področjih, mislim, drugih delih sveta. Ne. Ja, ker grozno, ko vidimo, koliko blizu smo v bistvu tem posnetkom in pa dogajanjem pred 100 leti in koliko se res zgodovina dejansko ponavlja. Najprej nam je grozna, potem pa farsična. No. V bistvu, Še kakšno vprašanje? Aha, tamle imamo še enega gor na balkonu. Izvolite. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za res imeniten film v vseh pogledih. Meni se je zdel, oziroma moj občutek, moja percepcija tega filma je, da je izjemno podučen za vse ljudi, ki gledamo in kaj umetnost zmore, več kot zmore pamet, pregovarjanje in tako naprej. Če bi začeli to temo, D'Annunzia, na filozofski ravni, na pesniški ravni, ne vem kjerkoli bi to razpravljali in bi bil pač forum demokratičen, veliko različnih ljudi vključenih, ne bi prišli do skupne ugotovitve, kako je. Vsak bi imel neko nianso in ne bi bilo nekega jasnega zaključka. Ta pristop skozi neke vrste humor, ki ni bil humor zaradi humorja, ampak dejansko tiste stvari, ki so se dogajale, ljudje pozneje, stoletje vmes, gledamo drugače, vidi pa se, da je bil režiser z dušo, z vsem prepričanjem stal za tem. In jaz mislim, da velike stvari na katerem koli področju nastanejo v glavnem, ne zato, da bi želel ne vem kakšen imeniten film narediti, pa da ima ne vem kakšen natančen scenarij, ampak da pusti nek tok, neko veliko, kako bi rekla, svojo lastno energijo. In on jo je in je šel med svoje ljudi, jih zavzel, tako kot ste povedali, torej jaz mislim, da je to genijalen pristop in da ga bi morali res videti številni ljudje. Ker tukaj se pa vidi, da v eni osebi se lahko skriva, kot se v D'Annunzio, različne nianse. Lahko je zelo dober pesnik, ampak zato ni nujno, da je brezhiben, idealen človek po vsakem merilu, ker vsak izmed nas tukaj bi kot ideal lahko naštel drugega. Ampak tukaj gre pa za bistvo. Torej, jaz sem navdušena, da bolj ne morem biti in vam čestitam in si zaslužino, da bi ga vrteli po celem svetu in da bi ljudje in posebno mladina, da bi to videla. Ker je strast mora biti noter, nagnjenje, motivacija je pomembna, potem pa sledijo ostalo. Motivirati mlade ljudi, potem sledijo tistemu. Če motivacije ni, potem pa je tisto, kar vidimo, kar se dogaja recimo po šolah, ko se poslušamo, kako upada, nimajo teh interesov, uspehi padajo, pa imajo otroci veliko več, kot smo je pa včasih. Hvala še enkrat in preneste čestitke režiserju, torej enkratno. Hvala. Hvala. Tle bi še nekaj dodal, ker je mogoče zanimivo, ker mislim, jaz pač prihajam iz tega, tudi živim trenutno na italijanski strani meje, tako da malo več vem o teh stvareh, verjetno kot tukaj v Ljubljani. Ampak recimo, kar je interesantno, da film potuje po celem svetu, ampak ravno v Italiji, čeprav je Italija dala tudi denar za ta film, je bil pa samo 3 dni v kinih, tako v regularni distribuciji. Predstavljen kot nek alternativni, eksperimentalni dokumentarc skoraj. Se je kaj spremenilo z nagrado v Berlinu? Prav nič. Torej tudi, ko je postal evropski film? Sploh se ni v tem filmu govorilo, tudi zaradi tega, ker istočasno, zdaj je prišel ven film, ki se kliče La Festa della Rivoluzione, ki prikazuje to isti dogodek, prav iz tiste druge perspektive, kot pač Woodstock. Tam ženske hodijo s pištolami, se mečejo, kot da so James Bond in tako naprej. Pač je ta neka, ko bi se temu reklo, divji zahod, pač neka fascinacija nad tem skupaj. Igor zelo dobro naredil 2 besedi, okupacija, revolucija. Italijani jo ves čas vidijo kot to je isto, medtem ko Rečani tega ne vidijo kot. Absolutno, ampak v mainstreamu in politike in očitno tudi pop kulture italijanske se še vedno o tem
govori kot o nečem pozitivnem. A ne? In v bistvu, ko malo bolj pozorno to spremljaš, vidiš, da je to zaradi pač raznih interesov, a ne? Ker to je samo ena od epizod, ki so se dogajale v 20. stoletju in v bistvu, ki pelje do vse, na koncu pripelje tudi do vseh teh fojb, do vseh teh povojnih obračunavanj in eksodusa iz stranov iz Jugoslavije. Ne. Je v bistvu ena cela agenda, ki prikazuje zgodovino vseeno na nek način, ki je absolutno predimenzioniran, ampak se mi zdi, da če se ti odrečeš enim koščkom, da pol se ti hitro vse sesuje. Ne. In v bistvu, dosti je v bistvu tudi denarja vloženega v to, da se v Italiji še vedno drži ta mit o Italijanih kot dobrih ljudeh, a ne, o Italijanih, ki niso imeli niti enega obsojenega za vojne zločine, kar se meni zdi neverjetno, a ne, ampak o Italijanih, ki nikoli niso nič slabega naredili. Ne. Tako da to je pač očitno še vedno nekomu zelo v interesu. Ja. Imamo pa to srečo, da v bistvu v Sloveniji niti približno ni tako. Prej sem tudi zvedel podatek, da lani najbolj gledan film v Kinodvoru je Fiume o morte. Tako da čestitke. Super, me veseli. Še priložnost za zadnje vprašanje, če je. Aha. Še mikrofon vam damo, da vas bodo potem še doma slišali. Izvolite. Zdaj sem brala, katele razni vodiči turistični proglašujejo dobra mesta, da je reka postala izredno zanimiva. In po moje pomagalo tudi to, da sem oči odprla, da je tam še eno mesto ob morju, ker ga še niso videli, oziroma je bil samo en prehod z vlaka na ladjo. Ne? To je bila reka, pa si prišel po noč ali po dnev. Zdaj pa je tudi videti za neki na reki in da jo hvalijo. Prav prišla je v te turistične vodiče kot mesto. Prestolnica kulture je bila, točno. Ja, Se tudi Gorica je bila. Zanimivo. Mislim, da od tiste prestolnice v reki tudi ni nič kaj ostalo, ampak mislim, da se nekaj dogaja. Zdaj nisem dovolj podučen, da bi vedel, kaj vse, ampak imam občutek, da se dosti tujcev tudi naseljuje tam, ker je vseeno to v bistvu začetek Kvarnerja, ne, in v bistvu je dobra strateška točka za marsikaj. Plus, Rijeka je v bistvu lepo mesto. Ne. Tudi zame je bilo, ko sem snemal film, odkritje, ker jaz se spomnim kot otrok tisto res tako mračno pristaniško mesto, umazano, in smo samo čakali, da gremo na te otoke, ki so bili lepi. Ampak dejansko Rijeka je kot en mali Trst, no? Mislim, imajo dosti nekih lepih krajev. Recimo, en kraj, ki je en prizor, ki je bil zelo fajn, pa pol na koncu ni šel v film, je to pokopališče na Kozali, ne? To staro pokopališče. Ne? To je noro, kakšno pokopališče imajo recimo na Rijeki. Ne? Če ga primer z nekimi žalami, te žale se lahko skrijejo. Ne? To je tako monumentalno z drevesi starimi, več kot 100 let. Skratka, vidiš, da je v enem trenutku Rijeka res bila pristanišče za Ogrsko, ne? Tako je bil Trst za Avstrijo, in je priporočam. No? Hkrati pa vem, da zdaj delajo prav vodene oglede po mestu, po teh krajih, ki si jih videl v filmu. Ne? To obstaja, tako da se lahko prijavite. Ne? Dobiš odstotke? Ne. Mislim, da nima veze s samimi filmarji, ampak je nekdo zavohal priložnost. Ne? Vse je logično, ta film je samo v Rijeki videlo več kot 20,000 ljudi, se pravi, nek potencial tam je. Ne? Definitivno. Tako da vemo, naslednjič, ko bomo v Reki, kaj nas čaka, v bistvu vodena tura po krajih iz filma, ne po krajih, kjer je bil Gabriele D'Annunzio. Super. Jaz mislim, da se lahko ob tej priložnosti še enkrat zahvalimo. Gregor, hvala, ker si naredil še en odličen film. Jaz mislim, da je tukaj Igor imel tudi eno zelo dobro srečo, da je poleg direktorja fotografije dobil tudi odličnega sorežiserja. In to, da se dejansko lahko... In prijatelja. In to, da se lahko hvalimo s tem, da smo imeli prste vmes pri tako velikem in pomembnem filmu. Tako da še enkrat hvala, Gregor, in čestitke, in pa hvala vam za pozornost in za današnjo družbo. Hvala.
Sam to bom še dodal. Ta film je tudi dejansko slovenska koprodukcija in čeprav se doskrat na to gleda tako malo, kot da to ni, je to zelo pomembno. Ta film je sofinanciral in Filmski center in Televizija Slovenija in predvsem posnet je bil izključno na tehniko Vibe Film. Tako da dejansko brez Slovenije tega filma absolutno ne bi bilo, nevezano name ali pa na Marino Gumzi, ki je bila koproducentka. V bistvu Slovenija ima kar močno prste vmes pri tem filmu. Smo veseli. Hvala.